Lepo zdrav, spoštovani, drage dame, gospodje, vsi, ki ste pred malimi zasloni, cenjena publika, dobro večer vsem skupaj. Nocoj z vami Dejan Vunjak, potem Sebastian in Mateja, potem ansambel Nemir in za konec še ročnodelski kotiček. To nas čaka nocoj, tako da ne odhajati, tu ostali dobrodošli v nocojšnji oddaji. Čez tak imamo, malenkost se bo plesalo, nekaj se bo pelo, zdaj je tudi odvisno od vas, kako bo vse skupaj. A z nami bo, kot veste, ena glavnih mariborskih fac, vsi ga poznate že od malih nog, praktično od takrat, ko je začel pet. To je Sebastian, ja, plesalec, pevec in še kaj, sam nam bo povedal, kako je s tem. Zraven je pripeljal tudi prijateljico iz otroških let, ni spremljevalka, recimo temu, ni punca, ni žena, ampak najboljša prijateljica z otroštva, kar še tudi nismo imeli na oddaji, nikoli, odkar seveda oddaja sama obstaja. Tako da obvezno pogledati vse to, kar sledi. Še eno super presenečenje imam za nju in tudi za vse vas. Zdaj najprej začenjamo z Dejanom Vunjakom, s tistim tipom, o katerem ne slišite ene slabe besede, kamorkoli greste in kjerkoli ga slišite. Njegov komad Če imam pa tebe za začetek nocojšnje oddaje. Dejan Vunjak! Če bi se dan z oblačnim jutrom začel, če bi se svet narobe vrtel, če bi norost bila brez meja in bi me mrtvi našel doma, če bi dogajale se čudne stvari, če bi zvonil do sredi noči, nekdo bi drug v sebi znoril, a jaz pa le na glas bom zapel. Če imam pa tebe, se za vse bi sladko, sam da si tukaj, sam da sva skupaj. Če imam pa tebe, se za vse bi sladko, sam da si tukaj, sam da sva skupaj. Če bi odpeljal zadnji mi avtobus in sok imel bi čuden okus, če bi imel kitaro brez strun, če mi bi kdo izpraznil račun, če se bom jutri z levo nogo zbudil, če bom po sebi kavo polil, nekdo bi drug v sebi znoril, a jaz pa le na glas bom zapel. Če imam pa tebe, se za vse mi sladko, sam da si tukaj, sam da sva skupaj. Če imam pa tebe, se za vse mi sladko, sam da si tukaj, sam da sva skupaj. Če imam pa tebe, se za vse mi sladko, če imam pa tebe, se za vse mi sladko, sam da si tukaj, sam da sva skupaj, sam da si tukaj, sam da sva skupaj. Dejan Vunjak bo z nami še nocoj, čas pa je, da vam predstavim podrobneje osrednja gosta, to sta Sebastian in Mateja Pintarič.
Dober večer, Spoštovanje. Reči zdaj, da si opustil. Zdravo. Spoštovanje, izvoli sest. Jaz sem bil skoraj Donald Trump, ne, za svojo ženo. Ja, Melania tudi nekaj zadaj ostaja po navadi. Pa tudi ga za roko ne drži, se vidi, da se tudi ne držite za roko. Ne, pa najboljša prijatelja. Že dolga leta. Skupaj odraščala in šla skozi vse vzpone in padce življenja. Zdaj si mi komplet tekst pobral, ne? Jaz sem na začetku že rekel, da sta od otroštva skupaj. Ampak kaj, od vrtca sta skupaj? V bistvu skupaj. Veš kaj? Jezus, prijatelja, najboljša. Tako, soseda sva in potem smo pač rasli skupaj na dvorišču, se igrali, šli skozi vse vzpone in padce osnovne in srednje šole, ne? Potem se smo malo zgubili poti, potem pa spet ponovno našli. Ko si šel študirati, ja, mes. Tako. Soulmates, praktično. Ja, pa res. V bistvu v mojem življenju ni veliko ljudi, za katere bi dal roko v ogenj, no. In Mateja je zagotovo ena izmed teh. Jaz sem slišal, da te Mateja spremlja povsod. Ja, od samih začetkov? Tako, na nastopih ali pa tudi privatnih pustolovščinah. Naša stvar so palačinka popoldnevi, recimo, ne. S tem zdržujemo Mateja je prijateljstvo. fantastična kuharca, ne, zdaj že malo zmenkarije delamo tukaj, ne, ampak drugače fantastična kuharca in se Kaj išče vedno... koga, samo da vem, da to ne povemo pol. To mora pa sama Si povedati. single? Kak? Iščeš koga? Ne, sem sama, ne iščem. Če bo prišlo, če ne Če pač... slučajno številka je... Če se slučajno kdo javi, gospodiči, če je slučajno kdo Ledih, če je slučajno kdo Fraj, pol Mateja Pintarič. Dobro kuha, je zelo zvesta. In zelo topel človek, pa ne zaradi tega, ker zdaj tukaj sedi, ampak ne bi kar vsako... Pa ker je tvoja najboljša prijateljica. Zdaj vemo, kaj ti delaš. Ti poješ, ti plešeš. Kaj dela Mateja? Jaz sem teta iz ozadja. Teta Kako iz se temu ozadja. reklo? Plesni šoli. Mateja počne veliko stvari. Je pa res, recimo, ko se jaz poletje vzamem moj dopust, ne, vse poslovne zadeve zaupam njej. In Da on če ima je treba lahko daljši karkoli dopust, urediti, tako da. tako, če treba karkoli urediti, ali pa vpise v plesno šolo za začetku sezone, To je deklica za vse pol. to vse Točno uredi. tako. Veš kaj, zelo, jaz poleti, čez sezono, od septembra do julija, ko se pač plesna sezona v Avstriji konča tudi, ne, sem res non-stop v tempu. In potem si poletja res nekako ne pustim vzeti, ne. In tistih par dni na koncu, veš, ko veš, da gre dopust v koncu, ne, bi najraje še malo tam ostal in zdaj sem si pred nekaj leti že podaljšal, ker če komu zaupam njej in vem, da bo vse urejeno tako, Da bo v redu, da bo tako, kot mora biti. Mateja, daj mi ti povej, videl sta skupaj od otroštva, iz časa vrtca še, ko sta vsak hodila v vrtec. Kakšen je bil Sebastian kot otrok v vrtcu? Bolj noč se je zadržal, moram reči. Bolj Noč se je doma, držal? smo ga težko ven dobili. Zakaj to? Tak je bil, bolj se je učil, ne bil ful pridni učenec. Kaj je bil ne. sramežljive sorte, ne? Tudi ja, ampak je rad bil doma, rajši je kaj bral, pa kaj tajega delal. Kaj pri knjigah je bil, ali kaj? Ja, učil Ti se zdaj je, bolj ne? tiho, tebe Rad nisem se je nič učil. vprašal. Rad se je učil. Ja. Drugače pa saj smo ga dobili ven, ne rečem, ne, ampak je bil bolj tak. Kak je bil recimo pri igrah z žogo? Ne vem, če smo se kaj žogali, no? Med dvema ognjema, pa To je zemljo edino, kraste to je bil takrat. edino, ja. Ni vloga nogometa, pa to pa ne. To pa ne. Ti si recimo imela raje nogomet, ne? Jaz sem nora na nogomet, ja. Ti si nora na nogomet. Ja. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da pač navijam skozi za Maribor, no, normalno. No, ampak če nekdo reče, da je nor na nogomet, Ja. itak je valjda za Maribor. Če je le možnost na tekmah, no, tudi, tako da... Zdaj na vseh tekmah. Če bi bilo možno, bi bila, ampak pač če bi finančno To je znesla. zaprisežena viola. Ja, bi se lahko reklo, no. Bi se lahko reklo. Imaš tudi vse, tisti komplet merchandise doma, mikice, šale, Majčko, vse to. šal. Na avtu so Za pesnice nalepke. smo malo danes zamenjali, ne? Za plesno šolo. Aha, ni. Danes sem plesno vijolične. šolo, ja. Drugače imam Maribor. Ja, Eno navijam, bomo no. dali tudi tebi. Katero, vijolično ali tvojo? Katero želiš? Da mi nekaj ti povejo o tvoji plesni šoli. O moji plesni šoli. Začela se je v bistvu zelo naključno. Jaz moram, najbolj zanimivo pri meni je to, da do svojega 17. leta ni bilo sile na svetu, ki bi me spravila na plesišče. To sem slišal. Ti si začel dejansko plesati zelo pozno. Za plesalca zelo pozno. Veš, takrat so bile tiste televizijske oddaje za Stojanom Aurjem, Poglej za Deni in tako naprej. Kjer sva vedno bila. Tako, tam smo bili Vsaki vsak teden petek, sva to je bil bila. naš svet. Jaz sem pač oba sva vedno sanjala o tem, da bova nekoč ali Čakaj, so tam
tam plesala, ali sta še kot gosta? Ne, gledalca. Samo so plesala, pa vedno strani. Takrat sva šele odkrivala show business, ne? To so bila takrat stara, kaj, 16 let. Ja. Ali ti že nisi plesal takrat? Ne še. Takrat smo šele, to je bil prvi stik z kamerami, ne? In potem se takrat porodila želja, da je pač začeli tudi pet. No, potem kasneje, ko sem leta 2003 šel na prvi taki mali odmor, sem vedno že toliko bil ponudb za to, da bi naredili plesno šolo in sem rekel pač ja, valjda, jasno, normalno, dajmo, ne, muziko bomo malo umirili, dajmo zdaj začeti plesno šolo in potem je bil tak odziv, da se pač zdaj v zadnjih 15 letih zadeva razvila do te mere, da je zdaj to res ogromen projekt in pač res ena zadeva, ki je čisto moje srce, ne, čisto moj otrok in tam izživljam vse svoje sanje glede nastopov in plesalce, urejamo nastope in tak naprej. Se to je zdaj že kar nekaj časa. Zdaj koliko otrok je recimo šlo skozi tvojo šolo? Tisoče. V Sloveniji in Avstriji, če združimo vse tečaje, ki jih imamo od otrok do odraslih, smo zagotovo ena izmed največjih plesnih šol v Sloveniji. Je pa res, da imamo zdaj recimo mladi segment bolj na ta MTV stil, pa na ta hip-hop. Odrasle imamo pa na Zumbah in na Smoothiju in na Strongu in tak naprej. Nove programe smo uvedli. Daj mi še to povej, preden tebe nekaj vprašam, eno vprašanje zvati. Koliko je recimo najstarejši plesalec pa plesalka? Pa koliko je najmlajši? Ja, najstarejši ne smem povedati, ne? To se ne spodobi. Ampak ne, je pa nad 60. In moram priznati, tudi moja mama recimo med drugim pleše, ne? Normalno za vsemi ostalimi, recimo za odrasle, ko imamo Zumbo, imamo res skupino, ki je popolnoma po starostih pomešana. Ampak ti povem, da vse punce nad 60 let to tako migajo zraven, kot da so spet najstnice. In to je poanta tega, ne? Punce nad 60 let? Tako. Punce, zakaj bi rekli? To je kompliment. Tako? Dejansko. Zdaj te gledajo vse po vrsti. Ampak pridejo na uro in pridejo po energijo in se smejijo in to je 60 minut konstantne energije in plesa in res se imamo fajn. In na naslednjo plesno, torej na plesni ne tečame, na plesno uro boš dobil zdaj od ene štrudel, od druge gibanco, od tretje torto, od četrte... Za nekoga, ki je tako sladkosnet kot jaz, je to vedno plus, ja. 50 evrov v kuverti. Vse se počuti kot punca, sem 60 plus, ampak... Ne, veš, da imam raje sladkarije, kot pa denar. Se vedno dobivaš, tebi pa vedno nosijo. Ja, res, ja. Če bi vse pojedel, bi se danes prikotalil na oder k tebi. Tako jaz. Čisto na kratko mi povej, si ti da špilala fuzbal? Jaz? Ja. Tako samo malo na igrišču s pubeci kot otrok, pa da je pa prav šla igrati, to pa ne. Zakaj ne? Ne vem, jaz sem bolj plesala, tako da nisem bila, da bi jaz šla špilat, ne. In pela. Plesala pa pela pa sem, ja. Veste imeli eno skupino, Funky Babes. Ja. Tu se bova vrnila nazaj čez moment, dajmo najprej k ansamblu Nemir se odpraviti s komadom Kaj me briga. Ok. Se vam predstavim, dolgo spim, z ničimer se ne bavim. Govorijo mi, da sem en čuden tip. Pravijo, naj redno telovadim, tako živim, da si življenje kvarim. Jaz pa se smejim, lepo živim. Ma kaj me briga, že zjutraj spijem hladen pir. Prižgem si radio in zavrtim nemir. Ma kaj me briga, če trebuh mi krasi telo. To je le živ dokaz, da jaz živim lepo. Kar govorijo, vse dokler mi uživati pustijo. Svet je lep, če ga živiš, kot sam želiš. Pravijo, naj redno telovadim, tako živim, da
da si življenje kvarim, jaz pa se smejim, lepo živim. Ma kaj me briga, že zjutraj spijem hladen pir, prižgem si radio in zavrtim nemir. Ma kaj me briga, če trebuh mi krasi telo, to je le živ dokaz, da ja živim lepo. Ma kaj me briga, če trebuh mi krasi telo, to je le živ dokaz, da ja živim lepo. In dokler bom živel, ostalo bo tako. Ansambl Nemir, kaj me briga nas že, ansambl Nemir bo z nami še malo kasneje. Pri Funky Babes so mi dva končala. No, to smo Nazadnje. bile 3 punce z Maribora, plesale. S plesom smo začele, pol smo nadgradile z petjem, ne. Smo bile kar, moram reči, kar v redu Uspešne skupina. ste bile v redu? Ja, Jaz sem se prestar, jaz nisem se spremljal lahko tega. reklo. Že v letih, tako da... Večinoma je to šlo mimo Mariborčani mene. poznajo, no. Funky Babes. Ja, Glej, tako, nekje se mi svita, ok, Funky Babes, ni da prvič slišim, ampak če bi rekel, da vas poznam, bi se zlagal. bi se zlagal pol brez veze, ne. Ja. Star sem. Prvi singl je bil kaj Sexy Boy, ne? Sexy Boy, to je bilo Sexy Boy, 96. Pod Pohorjem so nastopali in jaz sem bil pod odrom in Ko sem Se jaz še danes se nehala, je refrena on spomnim. začel pet. Okay. Daj mi, sem povej, kaj gre komat? Kateri zdaj? Sexy Boy. Da ne bi rajši, ne bi rajši. To je bolj kot repanje, ne pa. To je bil Koliko- prvi koliko komad. je že cajta od tega? 16 let smo bile stare. 96. je bilo to. 96, 22 let. Ja, čas hitro ja. mine. Čist prehitro. Zdaj, veste dejansko prej začeli pet pa plesati, kot pa on Ja, karkoli ja, početi. ja. Ne, mi dva smo prvo začela samo tako malo plesati, pol sem jaz začela pet in plesati, on pa še nič, je prišel na nastope pa tako, pol pa sem jaz nehala, skupina Pol pa on Funky začel. Babes, pol pa on začel kot Sebastian. V bistvu bi ti morala biti njegova mentorca. No, Jaz sem imel takrat kar Recimo. super mentorje ob sebi. Ampak Ja, smo se res. pa dosti krat pogovarjala o vsem. One so dosti bile v tujini, tudi veš, po raznih Ja. športnih preditvah, pa teh mis izborih. ja, mi se Eurošport smo bile na turnejah. Če ga niste neko misico imeli, Ne, mislim da Funky smo mi- Babes, Ja, Tina je bila mis Maribora, ja. tako, Miss Maribora. Zatem, potem, ko smo nehali pet. Funky Tina. Ja, To je to. Kaj dela zdaj Funky Tina? pa dela. Še imate stike? Sanja, recimo učiteljica Tina, ne vem, kaj dela, pleše. Koliko vem, pleše, pa še bi rada, pa je. Ne vem, nismo kaj dosti, da bi zdaj rekli v stiku, ne. Dobro. Povej mi še samo tebe, kaj mikajo odri, recimo, da bi šla nazaj, da bi, ne vem, Mene? pela pa plesala. Ja, Ne, bi jaz bom kar teta z ozadja ostala. Plesne šole, Sebastian, dok bo šlo. to je to. Do Najboljša konca, teta, do ki se konca. lahko človek želi. Ja. Poslušaj, ti recimo nastopaš zdaj kaj še? Kje se te da videti? Mi zdaj, mislim, moj fokus je v celoti na plesni šoli, zagotovo. Ok. In to se ne bo nikoli spremenilo in to zagotovo ostaja vedno, kadarkoli me pot zanese v tujino, ker zdaj veliko sem po Nemčiji, pa Švici, pa Španiji, pa nekaj vse, Kaj delaš tam? Predstavnik enega novega programa sem, Smoothie Fit and Dance se imenuje. Smoothie Fit and Dance. Smoothie so eni vibracijski obroči, ki so se do zdaj producirali se v Avstriji, do zdaj so jih uporabljali bolj v rehabilitacijske namene, zdaj so pa želeli pač tudi narediti en malo bolj intenziven program za mlajšo populacijo in so nekako prišli do mene preko vsega mojega plesnega udejstvovanja. Avstrijci so, moj avstrijski menedžment se je z njimi pogovoril, smo se dobili, naredili to zadevo in zdaj imamo v bistvu bolj kot ne celo turnejo s temi izobraževanji za ta nov program. Tada je- Je to en tak nov trend, tako kot je nekaj časa bila Zumba, pa je pol malo šla v zaton, pa se spet pojavila. Ti povem, da tako kot zdaj Zumba teče, ni nikoli bilo toliko ljudi na Zumbi. Je pa res, da je tisti ta glavni boom mimo, ampak ljudje Zumbo še vedno zelo želijo. Je pa število inštruktorjev, ki Zumbo še vedno delamo, bistveno manjše, kot je takrat bil. Ampak tiste, kar je dobro, ostane in zdaj se imamo super, po 25-30 ljudi nas je na Zumbi in je vrhunsko. Je pa to še ni podoben program, no, ampak en v izboru programov skupinske vadbe. Torej, zdaj se je rekla plesna šola, to, kar dela Smoothie. Tako. Kaj pa petje?
Petje, to me vsi sprašujejo. Seveda, če si Veš kaj, začasno. ravno konec marca sem imel en nostalgičen koncert v klubu Cirkus v Ljubljani. Po enem letu smo se uspeli uskladiti za termin, ker moji termini so vsi polni, pa njihovi termini so polni in potem smo končno določili ta datum. In ti povem, da je bil klub nabito poln in ljudje so nostalgično prepevali vse pesmi od takrat in bilo je fenomenalno. A to je zanimivo, to je sred Ljubljane, čakaj malo, to je Cirkus, sred Ljubljane. Kaj pa Maribor? Ti step by step, se nekaj na koncertov... Ja, tu bi človek pričakoval, da boš v Mariboru naredil prvi neki revival. Ne? Ja, Ja, je ampak bilo. ti moraš eno stvar moraš vedeti, ne? Leto Takrat sem 2000. prišel domov, soboto sem prišel domov ob 5 po noči, ne, in se potem 2 dni sestavljal. Včasih smo delali po 4 nastope na dan, 1200 km je bil moj rekord takrat na enem dnevu, ne. Ja, star si. Tako da zdaj se poča, tako, ja, sigurno, glej, ampak ne bi želel biti še enkrat 20, to pa ne, nikakor ne. Ampak veš, zdaj nisi več v tistem razmišljanju, treba je vse narediti, pa treba je zdaj narediti, step by step. Nekaj koncertov do konca leta 2018 se še obeta, zagotovo, ampak naj spremljajo Facebook, naj spremljajo spletno stran, plesnasola.sebastian.com. In ta bo zvedel vse, kar morajo zvedeti, če te želijo videti in slišati. Tako, Prav. tam bo vse zvedli, ampak glasba zagotovo še pride, ne pa v takšnem obsegu, kot je to bilo takrat, ker tisto ni bilo Okej. za preživeti. Ok, dobro, dajmo se mi malo staviti. Vodo izvolite, če vam še smem natočiti čist na kratko, da ne boste ostale suhih ust. Super, hvala. Kot jaz recimo, pivo pride kasneje, pa vse ostalo. Vijolični kotiček, evo pri tvoji najljubši. No, za tebi se Maribor. bomo ostali. Maribor! Maribor! Noben ne bo rekel šampion. Šampion! Ok, to je to. Vijolični kotiček je z nami, končno boste rekli nekateri, vse tisti, ki ste zapriseženi ljubitelji fuzbala, pa navijači Maribora. Ne? Maribor! Šampion, ampak nič se ne sliši. Zato bo poskrbela Mateja malo kasneje. Dajmo se mi ustaviti pri nocojšnjih izzivalcih. To sta Matej Barbo in Dejan Vunjak. Matej, spoštovani, izvoli. Dejan, evo. Dobro večer. Dobro večer, Obema. dobro večer. Kako sta? Jaz sem nemiren. Zakaj? Bomo zdaj nogomet igrali in sem nemiren. Ja, pa se to je v redu, vse znaš igrati ali ne znaš igrati. Pa veš kako, znam igrati toliko dobro, da zgubim. To znamo vsi. Dejanski fuzbal ali ta ročni? Kaj je boljši zate? Veš kako, ta ročni nogomet sva se glih prej pogovarjala, da je res bil taka popularna stvar v srednji šoli, pa to, ker smo bili v gostilnah pa se družili. Pa... To je klasika, vsak večer, ko imamo dajo, vsi rečejo, ok, srednja šola, jaz jih še posebej vprašam, ne, v srednji šoli ste to sigurno igrali, če ne kasneje, pa če ne prej, srednja šola. Ja. Ja, marsikdo ni naredil šole zaradi tega. Ali vi vas ta? Jaz sem na primer več ur na fuzbalu kot v šoli. Ok, super, torej verjetno bo ura tvoja, to je za nagrado. Ja, jaz pa glih obratno kot on. Si šolo naredil, pa fuzbala nisi dokončal. Točno tako, ja. Nikoli. Sicer ne vem, vse ti si tudi šolo Tudi zaključil. šolo No, naredil. vidiš, lej, to je to. Ne? On je boljš potegnil, ne? Fasado smo naredili, streha stoji, tako da je. To je to, ne? To je to. To je to. Da jim povej, nov single. Nov single, če imam pa tebe, ena taka lušna skladba, ki se moram povedati, da jo imajo ljudje zelo radi, kar me, tako bom rekel, zelo preseneča, ker mislil sem, da je taka dobra, sem rekel, to je fajn štikelc, ampak da je pa toliko fajn štikelc, to pa si nisem Ja, mislil. pa se to ti moralo biti jasno, če imaš vmes, no, cenzuro. Kaj? Kakšna cenzura? Jaz ne vem, o čem za govoriš. nekaj se ti sladko. Kakšna cenzura? Ne vem, jaz. Dejan, kaj se tebi sladko, kaj? Sladko se mi fučka. Pa sem te. In tako. Daj mi povej, nastopi, kje se vas da videti, fante? Nas je vse posodost, ker nas je 6, drugače pa letos veselice, poroke, kakšna ločitev bo tudi vmes. Ampak mi smo itak ansambl za vsak primer. Ti, kaj tako da- imate na ločitvah, imate kaj, popust, verjetno? Ja, Polovička? zdaj, če na poroki igramo, pa fejst računamo, je pa ločitev zastoj. Ok, če vzamejo za poroko, pa vas pol za ločitev imajo popust, 50. Ja, To se ne splača, daj Rabat. pa reči, da si da vi zasedeni, pa pridem jaz, pa jaz se računal. Lahko se smejemo, ja. Dejo naredite en Ročni komplet. Tako, Da, pridete skupaj, mogoče recimo, če greste na
ločitev, vzamete Dejana še zraven. To je ekstra paket. To se drugače zdaj hecamo, sam je bil pa res, jaz se spomnim še, ko se je Ata še pogovarjal, so se peljala v avto, pa je res rekel, da ima pa res ločitev in je imel res ločitev. Sta s Corrado Brandy sta igrala na ločitvi in to zelo prijateljski ločitvi. V bistvu so naredili v hiši, ona dva sta se ločila, povabila sta vse prijatelje in sta naredila žurko zato, da se je vedel, da sta ona dva še naprej prijatelja, kljub temu, da se ločujeta. To je živa redkost. Ja, to je za čestitati, recimo, ne? Če se ljudje tako odločijo oditi na razlog. Tako da, če se ločujete tako, ja. Da naredite žur. Pa povabite Dejana Vunjaka, pa Nemir. Povabite Nemir, pa Dejana Vunjaka. Poslušaj, vi pripravljate septembra, v jeseni pripravljate nekaj novembra, ne septembra. Novembra pripravljamo naš tradicionalni koncert. Na Martinovo? Na Martinovo soboto bo letos, ja. To je 10.11., če sem si prav zapomnil. In sicer eno leto smo imeli zdaj pauze, pa smo opazili, da ljudje, da jim nekaj fali. Ker zdaj bilo 6 let je bil, zdaj pa eno leto ne. Je pa treba ljudem pač dati to zadoščenje, da bi rekli, wow. Kje boste nastopali? Kje špilate? Dolenjska, Štajerska, Ljubljana z okolico. Edino na Gorenjsko ne gremo pa nič. Zakaj ne? Ne vem, ne pokličijo nas. Kaj nočete ali vas ne povabijo ali kaj? Ja, mi smo trio zasedba s 4-glasnim petjem, to klarineta ni, trobento imamo sicer, ampak ni v kompletu kvinteta. Pa dobro, se to ne bi smela biti ovira, ali? Ja, tam veliko dajo na to zadevo, na kvintet pa trio. Gorenjci so ena taka, posebnost zase, recimo, do zdaj na Avsenika. Ja, ampak hvala Bogu, da je tako, da imamo dva različna pola, ampak ko sta te dva pola skupaj, je to pa celota. Mora biti za vsakega poslušalca nekaj. Upam, da boste fajn špilali, da bo fajn koncert, povsod, ker boste nastopali, Dejan tebi vso srečo z novim singlom. Dajmo se mi na fuzbal spraviti. Gremo. Dajmo špilati. Zdaj zdaj. Odšpilati. Evo. Oba dva sta redi, oba dva sta zagrižena. Se jaz nazaj poključam. Ok. Samo malo, da se jaz pripravim. Ajde, gremo akcija. Ajde, kaj je padlo? Noč? Kolega, zdaj si pa povedal, sem mislil, da nam noben opazil. Joj. 5 žogic, kdor prvi doseže 3 gole, je jasno zmagovalec, to morate vedeti, nič posebnega, evo ga, dobi uro zmagovalec. Če ne vržeš na sredino, si podkupljen, daj. Ja, vem sam. Zdaj, če si začel s tem, pol bodi tiho, ne? Zdaj ne smem povedati, koliko si dal prej. Aha, sredina je tukaj, bo 3-4, zdaj, evo. Šprudlati. Neč nisi podkupljen. Neč nisi podkupljen, bravo, lej. To se ve, da bo fair igra. Ja. Boljše sredine ne bi mogel zadeti, vidi, če bi dejansko... 1-0, Dejan Vunjak. Evo nas. Smo tale muska me malo krkole, je napeta, veš? Matej Barbo, v pripravljenosti sem videl to zelo dobro obvladata, in en in drugi. Se vidi, koliko so oblačna. Šolska leta. Jaz sem Se vidi, da se zdaj ne vidi, koliko so oblačna v šoli. Katero šolo sta končala sploh? Strojno. Jaz... 1-1. Jaz pa srednjo glasbeno, lej. Čista žoga, atraktivna igra. Ok. Zdaj šprudlat ne velja, to veste, ampak to ni treba posebej povedati. Natančen strel, ki se ni odnesel. Taktika. Opa, evo, jaz se umikam iz igre. Povsem 1-1. Še enkrat čestitke, da sta šolo upravljala. Vrhunska igra. Tlele si. To je nekaj, kar bi morali imeti Za obvezni vsak predmet petek. v šoli. No, poznavalce ročnega fuzbala. Evo, jaz bi zdaj že bil končal. No. V tem primeru 3-0 za nasprotnika. Zdaj jasno je, da ne gre za življenje pa smrt, ampak... No, vem, da sta... Se veš, kako smo moški pa fuzbal, to pol gre, ne? Ja, itak. Jaz se koncentrirata ali sta za nalaž tiho, čist? A vidiš, ko preveč govoriš? 2-1. Dajmo še, potegni ta hebel, na kratko. Da pridejo še ostale žogice. Ajde, pazi. Evo ga. Ej, stave, pobedaj, da bomo imela kaj od tega. Koliko položi stave pa na koga? Gremo staviti, ali kaj se sme to sploh? Tako nas skrivaj lahko. Lahko, lej, noben ti ne bo zameril. Mislim, da so bila do reda. Sam prvo denar. Bravo. Super. Ok, tretja žogica, 2-1 za Nemir.
Ajde, zdaj. Težko igra, močan strel, v napadu Dejan Vuljak. Taktizira. V prazno strel, v prazno. Kaj zdaj gre? Hvala. To. Sodnik. Nakratko pomagal, še močen strel. In out. Lepa, bravo. To je bila hitro potezna, to je bila tista šahovska. Ne, izkoristil je. Hvala lepa. Evo, to je zate, izvoli do benda stopi. En komad bomo še slišali, kateri? V bistvu, za na konec, Ni še konec. Odpri srce, mislim, da je. srce, da bo. Ja, Pa bomo pa to. tak pravijo fantje. Odpri srce. Dobro. Ti pa odpri pol to škatlico, pa daj uro nase, prav? Hvala lepa. Na roko. Evo, izvoli, Matej Barba, najlepša hvala. In tu tebi, Dejan. Hvala, pa se še vidimo. Greva zdaj midva še mogoče špilat, kako rundo. Ajde, greva. Veš, eno žogico berajc, dajmo mi prisluhniti ta cajc. Ansambl Nemir, odpri srce. Prvikrat sem zaljubil se na pomlad. Mislil sem, da marjetke, narcise le zabec cvetijo. Le kako vedel bi, da ljubezen sploh ni in da rože, ki v maju cvetov enkrat ovenijo. Danes pa spet ljubezen srce je prišla in čeprav je že daleč pomlad in čeprav nisem več čisto mlad, čutim, da te imam srčno rad. Čakaj, da pomlad se vrne, odpri srce mi, na ljubezni zdrhti. V jeseni zlati, zdaj želim ti dati ljubezen svojih pomladnih dni. Prvikrat sem zaljubil se na pomlad. Mislil sem, da marjetke, narcise le zabec cvetijo. Le kako vedel bi, da ljubezen sploh ni in da rože, ki v maju cvetov enkrat ovenijo. Danes pa spet ljubezen srce je prišla in čeprav je že daleč pomlad in čeprav nisem več čisto mlad, čutim, da te imam srčno rad. Čakaj, da pomlad se vrne, odpri srce mi, na ljubezni zdrhti. V jeseni zlati, zdaj želim ti dati ljubezen svojih pomladnih dni.
Pokaži spretnost, vedno znova, vsak petek posebej. Mateja in Sebastian bosta danes kazala spretnost, koliko imata v svojih prstih, tistih mikro, kaj rečemo, fingerspitzgefühl, to smo že imeli prejšnji teden pri eni nalogi. Ampak danes vaju čaka sukanec, šivanke, vse to, kar sta oba počela že parkrat verjetno, ali? Ja, ti moja mama je šivilja, ne, tako da načeloma bi mi to moralo iti brez težav. Ti si kdaj Upam, da bo pomagal, recimo, ponosna name. si pomagal kdaj? Ne, veš, kaj me včasih pa, ko sem bil mali, res prosla, da sem paral, ko je kaj narobe zašila. To pa sem res A to si delal, dobro. Zdaj boš pa to delal malo ponosna, če te bo gledala. Mateja? Ja, moja mama sicer ni bila šivilja, oziroma ni šivilja, ampak nas je naučila vse to. Ja, ker ste bili nas je na hopu naučila vsi vse, skupaj, pa ste vse to počeli. Dobro, Sebastian, ti boš prvi. 3 minute imaš časa, ne, nič prijemati. A nič prijemati? Ja, to, evo. Sam pogledaj, kje je sukanec, kje je začetek. Desničar si? Da. Ja, super, pol greva od desne proti levi. 10 šivank je, 3 minute časa, čim več šivank moraš osvojiti, speljati, no, sukanec skozi, to je to. Ene so malenkost manjše, ene so večje, upam, da ti bo uspelo. Bo doma vsi, veš, da bo zdaj vsi doma pametni, kak mu to ne uspe, ne? Že vnaprej veš, da ti ne bo uspelo, ali kaj? Si že prepričan, da bomo boš... videli, pustimo se preseneti. Ok, ti si v glavnem pripravljen, Mateja, kaj misliš, mu bo uspelo vse speljati skozi? Ja, ne, to je v familiji. Zakaj nisi krojač ti? Ali pa šivilja, ti bi lahko bil šivilja. Ne, v redu je. Jaz sem sicer bolj umetniški tip, ne, ampak nimam tega zid sleda, da bi zdaj sedel pa to celi dan delal, to nisem. Ne, mora biti bolj aktivno pri meni. Ja, itak. Ok. Si ready? Si bereid? Ready? Dobro. Celo malo živčen, lahko misliš. Smo pripravljeni, ura štima vse, 3 minute časa. 3, 4, zdaj. Let's go. Prvi korak. Pogled, če bo šlo. No. Zdaj, speljati moraš sukanec skozi vse šivanke posebej. Prva, mimo. Druga, bo šlo, ne bo šlo. Drugo so malo manjšo zastavili. Očal ne nosiš? Ne nosim. Mislim, moral bi jih, ne, ampak jih ne. Kaj, za daleč ali za blizu? Že slabo vidiš? Pa ne vem, nekaj sem rekel, da imam neke cilindre, karkoli to pomeni. Cilindri pomenijo kaj? Cilindri so kaj? Plus pa minus? Ostrine nima, ostrine. Malo blizu, malo daleč, ali kak? Ostrina. Veš, to veš, koliko si star? 0,5 imam dioptrije, kar pomeni, da sploh ni nimaš ravno dioptrije. veliko, ampak menda ravno toliko. 4 šivanke so mimo, to gre zelo hitro. Ampak menda ravno toliko, da imaš lahko zaradi tega kakšne glavobole. Super pri tej igri je, ker ne moraš nič goljufati, ne moraš recimo mimo šivanke speljati. Zdaj upam, da Mateja zelo dobro opazuje to. Dejansko bi ti mama morala dati kaj zašivati, takrat ne sam zaparati, to veš, ne? Veš, kaj te črte, ki ste dali na podlogo, ne? 4, 5, 6, ja to je so zelo moteče. optična varka. To je verjetno namerno narejeno. Da ni enobarvno. 5, kaj, 6 sva jih dala skozi, 7, še kar nekaj časa ostane. Mateja bo imela v bistvu težko delo, kot zgleda. Vse nismo na olimpijskih igrah, tako da tudi če... Razen, če dobima kakšne milijone na koncu tisti, ki zmaga? Ja, to dobita vsekakor. Zmagovalec pobere milijon. Evo, 9. šivanka. Bo šlo? Čist prelahko je, neke finte bi morali nastaviti vmes, ne vem, oči zavezali, kaj takega. Vse fant bo potipal, ne? 9. dela težave, roke se tresejo. Kaj, spil nisi nič, ne? Ne, roke se tresejo, lukne. Ja, nekaj bi moral, ne? Da se umiriš. Lukna je mala. In še zadnja, 10. bo šlo, čas. Yes! Yes! Bravo. Ok. Vseh 10 šivank v 2 minutah Enih mojih največjih uspehov v življenju. 10 sekundah. 2 minuti 10. 2 minuti Si zadovoljen? To je super. Bomo videli zdaj, ne? Zdaj bomo imeli primerjavo pri Mateji. Sem že? To zna biti kar hec. Ti si pripravljen? Ne še, počakaj. Dajmo mi najprej en komad odpet vsi skupaj. Dejan Vunjak čaka na stageu. Kako lepo, kako bi lepo, tako. Dajmo najprej prisluhniti za 5 zdravim, pol pa bo Mateja s šivankami. Zverinice iz Rezije in šivilke. Da vidimo, kaj bo to šlo skozi. Nisem tiste
tiste sorte, ki bi hitro zardel. In pred puncami še nisem treme imel. Srce pri eni mi razbija bum, bum, bum. Le pri eni zapusti me stričet pogum. Pa ne vem zakaj, dogaja se, da pred njo mi nič ne uspe. Ko lahko bi slišala moj srčni utrip, bi morda s pogledom me vzela za hip. Da preplašen hodil mimo, ne bi tako, prav na hitro bi se mi odprlo nebo. Joj, kako močno si to želim in močno po njej krepenim. Zato pa, kako bilo bi lepo in enkrat vem pogum bom našel za to. Takrat povabim te na kavo, kino in ples, da videla bo s tabo jaz mislim zares. Zato pa, kako bilo bi lepo in enkrat vem pogum bom našel za to. Zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Vedno do sedaj sem velik bil Don Juan in po lepih puncah vedno bil sem poznan. Ale ob njej beseda ne preskoči naprej, le ob njej ostane ego moj brez idej. Le zakaj se to dogaja mi, da moj glas pred njo onemi? Ko lahko bi slišala moj srčni utrip, bi morda s pogledom me vzela za hip. Da preplašen hodil mimo, ne bi tako, prav na hitro bi se mi odprlo nebo. Joj, kako močno si to želim in močno po njej krepenim. Zato pa, kako bilo bi lepo in enkrat vem pogum bom našel za to. Takrat povabim te na kavo, kino in ples, da videla bo s tabo jaz mislim zares. Zato pa, kako bilo bi lepo in enkrat vem pogum bom našel za to. Zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Zato pa, kako bilo bi lepo in enkrat vem pogum bom našel za to. Takrat povabim te na kavo, kino in ples, da videla bo s tabo jaz mislim zares. Zato pa, kako bilo bi lepo in enkrat vem pogum bom našel za to. Zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Dve minuti 10 za Sebastiana s šivankami vred. Ne bomo delali lutk, nič ne bomo pletli, nič ne bomo šivali dejansko, ampak bomo upeli nit skozi šivankine ušesa. No? Ja, Tako. nekaj tako. Mateja, 2 minuti 10, se ti zdi, da bi znala to bolje narediti? Ja, bomo videli. Bomo videli, kako bo. Pri velikih, ja, pri malih pa bomo videli. Pri velikih ni problem, Ja. pri malih pa je problem. Ja. No, Čau, vse sam imaš igra. kak na svet za njo, recimo? Krojim, da si... Mirno kri, ne gre za življenje in smrt. Bom Gre samo preživela, bom za preživela. milijon evrov. Najbolj to bo pomembno šlo pa je, da vse. nisi boljša. Hec. Zdaj te bom začela premagati. Ti bo Sebastian pokazal pol, no? Kako se Lahko, dela. kako? Če bo slabša, recimo, te bo malo naučil pa uvedel v šivilstvo. No, dobro. Ti bi lahko Je šivati težko? začel, recimo. Ja. Ni bilo težko? Ni bilo težko? Ne. Dobro. Mala malca. Easy, Matej, izvoli uživaj. sest. Hvala. Izvoli sest. Kaj moraš sedeti? Skoncentriraj se. Počasi, kak je, treme kaj? Bo. Da roko, da vidim, če se trese. Čez vrede. Si okej. Ne še. Ne, pripravljam si lahko, ne smem, dobro. Počakat, vidiš, Čakam. ki je nic, to je to, 3 minute imaš časa, prav? 10 šivank, 3, 4, zdaj. No, pa gremo, cel cirkus. Evo ga. Prva. Zdaj si pa roke tresejo. Kaj lahko oslinim ali ne smem? Lahko. Smeš, No, miško mi ne bo šlo. lahko slinima, seveda. Prva šivanka. Jaz ne vidim. Oh. Majhen aplauz. Oh, yes. Opa. In še druga. Pa vse gre v redu, se ni težav. Super je. Ja, itak. Zdaj mogoče neki fan klub. Obrnili so jo. Navijali. Mateja.
Drugače ni večje fenice Enka Maribor, kot pa Mateja. Res ali kaj? Tako. Ne Jaz sem gre. par fenic srečal v Zdaj. življenju, pa so kar zanimive, tako po svoje. Zdaj, Mateja je recimo verjetno zelo kratkega potrpljenja, ali? To je Maži premalo. vse. Res? Ja. Kaj lahko eno preskočim, mislim, ne? Nope. Kaj narobe? Ne vidim, premala je. Premala je. Ja. Ne gre not. Sebastian, Zdaj, kako ti če je je to Sebastianu uspelo? uspelo, bi tudi tebi skorda moralo iti. Tretja šivanka, kjer smo se ustavili, bo šlo. Daj še enkrat poskusi. Še malo. Bo šlo. Se bi nekaj rekel, pa ne bom. Če je tako mala. Kako ti je to uspelo? Jaz je ne vidim, jaz se opravičujem, ampak Ok, je ne vidim. dajva na naslednjo, kar evo bomo se... Premala mi je. Prav. Se bomo delali, da nič ni. No, četrto. Vse sam igra. Ja, idi tak. Mi žali na eno oko. 1, 2, 3, 4. Ne gre, ne No. gre, ne gre. Recimo, da smo zdaj pri četrti. Tu to ne gre. Tu ne vidim, no. Samo pazi, ne bo. Res je ne bo premalo, padlo. res je premalo. Sebastian, kako ti je to letalo? Ročne spretnosti, ABC. Jaz sem malo prednosti zaradi mame doma. Moja pač bila Ni švilja, tvoja šans, pač ni. ni šans. Jaz vem samo na velike. Matej, idi res. naprej. 3, 4 smo preskočili, ne se trudi. Poskusi pri naslednji. Če sem probala, pri naslednji validak ne gre. Ta je za velika, tam mora Je iti. zdaj očala imaš? Kaj če Ja, daš ampak dol? na zablizu ne. Jaz sem vesel, da ne igram tega res. Če bi to vedela. 2 bi spravil skozi. Jaz pa očitno nimam tako grozne dioptrije, ne, to bi če je bog. zadeva šla skozi. Snimaš, imaš dioptrijo? Pa 0,5, ni neke. Torej ni. Ni neke cilje. Ja. Matej, kje smo ostali zdaj? Je, ena mi je še uspela. Super gre. Še lahko kaj vrežem tu stran, ali ne? Že cveti na koncu. 5 šivank, 6. Bo šlo? 1, 2, 3, 4. Zdaj je bilo zanimivo doma poslušati, kaj ljudje komentirajo. Veš, tisto Katastrofa. ponari si doma iz Ja, domačega ja. fotelja vedno pametno. To bi se zdaj kako se to mame ne laže? Kako bi zgražale. to res moralo iti, Ja. ne? So tako couch trenerji, ne? Ja, Pa komentatorji. Pri vsem. Ok, 3 minute so mimo. Mateja, Pol eno. kaj so naredili? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 4, pa 5, pa 6. Pa pol sedme. Ja, Pa je sem šlo podrla. vse k vragu počasi. Bravo, evo, jaz. Zdaj razbija. Zdaj pusti. Pusti pri miru, vse v redu. Ne potrebujemo Vse v redu. Snjat krojač bom že pospravil vse skupaj. Evo, 2 minuti 10, 3 minute. Nič ni bilo. In 7 šivank, 6 in pol, 6 in pol šivank. Ne razbijati. Čist Pa tebi je res prav vroče, glej. Čisti za Švicara. Ja. Okay, čas, da Če gremo ne mi. vidim, Čas. se zgodi. 2 minuti 10, čestitke zmagovalcu. Evo, da še ta uradni del končamo. Ja. Mateja, 3 minute pa to. Važno je sodelovati. Mal na obisk id, no, k mami. Ja, bo Ja, treba ja, ja. malo iz šolo. Večkrat. Evo, zdaj Ja. gremo mi iz šiviljskega kotička, iz ročnih spretnosti na lušno in to čim prej, dajte tu ostati. Ja, spretno smo pokazali, tako Sebastian kot tudi Mateja, obema je uspelo spraviti sukanec, no, nič skozi šivanki na ušesa. Kako vam je bilo, to mi še povejte? Sama igra. Sama igra. Pa ti, veš, da, mislim, res enostavna igra, ampak potem pa te kar malo zagrabi. Ti se ko veš, 3 minute imaš in potem se hočeš pač čim bolje Ja, skazati. ti si se angažiral do maksimuma, tebi je šlo za življenje ali smrt. Ja. On preživel ali ne, če ne zmagam, nehal s kariero. Ni bilo, Što je treba Ni bilo to na kocki. resno vzeti stvari, ne. vse vzameš to kresno. Ja, vse to je to, kar je na začetku Mateja povedala, da sem bil pač kot otrok vedno bolj kot ne. Jaz sem v osnovi vedno pravim zase, da sem vedno zelo nezanimiva oseba, ne? Ker sem res zelo tipičen, pa zelo rad doma, pa zelo rad v svojem krogu ljudi, pa tako naprej. Tega komunikacije z neznanimi ljudmi in tujci sem se bolj kot ne Videti, ne. priučil. Tebe bom zdaj rabo. Kak? Ne, Tebe bom zdaj rabo, da nekoga izžrebaš. Torej, na lušno, evo, končno gremo v rimske terme. Zdaj tisti, ki ste sodelovali v žrebanju, ki ste pošiljali, ki ste se prijavljali na Facebook, ja, tisti se zdaj
v tem, bomo rekel, bobnu, ampak kocki. Mateja bo izžrebala nekoga, ki se je prijavil, ne smeš gledati, moraš gledati stran, ja, ok, da ne bo Dobro, on bo pa rekel stop. Zmešati, Sebastian bo rekel stop, Dobro. nekoga izžrebaš in to je to. Torej, 2x-pol penzion, Rimske terme, super priložnost za počitek. Če boste izžrebani, vse veste, kaj ste morali narediti, všečkati zadevo, napisati še nekoga, ki gre z vami. Torej, Mateja, dajva mi za nekoga izžrebati. Kdo bo šel na lušno? Odštevam 5, 4, 3, 2, 1, opa! Srečno novo leto! Izvolim. Kdo je dobil? Dragica Fras. Hvala. Vse čestitke, gospa Dragica Fras, to je to. Upam, da ste tudi napisali pravilno osebo zraven, koga boste vzeli zraven, seveda, v Rimske Toplice. 2x-pol penzion, wellness, vikend paket, obila užitka, sreče, počitka in še česa. Za vse, ki niste uspeli, evo, zdaj sledi še ena priložnost. Ja, še vedno smo na lušnem, ampak ne bomo nič žrebali. Za vse, ki bi še vedno radi nekam šli pred poletjem, v Prekmurje, v hotel Diana z RTS lahko greste. Zdaj, kaj je treba narediti? Veste, na naš Facebook profil RT24, tam všečkati, deliti objavo in napisati nekoga, ki bo šel z vami. Vikend paket za 2 osebi, vrednost mimogrede 200 €, kar je lep cash, no, če ostane v žepu, imate več za pivo, pa za kaj za pojesti, pa za kakšno drugo neumnost. V glavnem, žrebamo čez 14 dni, tako da ne čakati. Prav, še danes poklikati. Evo, to je last chance, zadnja priložnost pred poletjem. Vikend paket za 2 osebi v Prekmurju v hotelu Diana. Evo, bi šla vidva? Jaz bi šla takoj. Na Facebook pogledati RT24, prijaviti se, napisati, všečkati, Jaz sem na lajkati. Facebooku. Vse ostalo, kar sodi zraven. Dajte mi še povedati, kaj imate za ene načrte za prihodnost? Moj načrt je za prihodnost so zdaj uspešno zaključiti 15. sezono plesne šole. Potem pa še zadevo zaključiti v Avstriji v začetku julija, potem se pa res za 2 meseca umakniti. Sorry, ti imaš vse naštudirano. Ja. Tako. Kaj pa spontanost? Imam zdaj kar nekatere termine Kam je že šla jeseni spontanost? so. Kak? Prosim? Spontanost, kam je Ni, jaz nisem bil nikoli Ne more spontan. biti niti. Spontan ti človeka, tudi veš, tudi ure, ko jih delaš, ne, nekateri so nekako improvizirajo in pač odpeljejo tak po feelingu, jaz sem pa tisti, da točno moram vedeti, ko pridem v neko dvorano, pa karkoli, kar počnem, mora biti tup, točno moram vedeti, kaj se bo kje kaj dogajalo. Ampak smo si različni, gled, se to dela ta svet zanimiv, ne? Ti si spontan ali tudi ne? Jaz pa živim... Ti si danes tukaj. Tvoji načrti, to mi povej. Jaz živim od danes na jutri, drugače pa sledim njemu. Se pravi, dokam gre Sebastian, greš ti? Ja, ne da grem, ampak če mu pomagam delati pri vsem, nimam druge možnosti, kot da... Moraš pač biti povsod zraven, više manj. Ne da moram, recimo temu niti tako. ni težko. Prej ste vprašali, če te mika, recimo, iti kaj nazaj na stage. Kaj Da če me? Če te mika kaj nazaj na oder iti, recimo pet, plesat. Kaj te vem, da so že taka leta, da Kaj ne te vem. vem? Bolj ne bi, Vabimo, da no. pride na Zumbo. Pa? Pridem, Ja, pa pol pogumi se. snemam, ali pa kaj delam, ne. Pridem tja, delam. Tako. Tako da, nekak nisem, ne vem, kot da se ne morem poleg spraviti. Kot da si mi, Usoda prelena večine sem. odraslih dan danes. Prelena. Ti si Viola, Viole ste Jaz se aktivne. priznam. Ja, mogoče boš prva glava Viol. Kak? Maribor, Viš, pri šampion. navijanju smo samo tak lahko, je čist dovolj. Tak. Ne. Ja se, imate ti koreografijo, pa to tudi To imajo morate pa delati. one, jaz sem tu je bolj varno, ko med violami noter. Varna cona. Ja, zato ker tam so eni bolj agresivni in taki kosnjalski. Čakaj, nisi na jugu, ali kje si? Ne, jaz sem rajši tu, ko je normalna tribuna. ko Samo pa nisi pri- Viola, si Viola pol? Vseeno si viola. Samo tam noter za vsakega ni najboljše, ne. Z srcom, Jaz sploh To ne pa vem, o sem. čem govorite. za ker sem V fuzbal. nogometu. Čisto španska vas zame to. Ti On nisi se nikoli nič gledal ne fuzbala, spozna na ne? nogomet. Si gledal, Ne. si gledal, kako tekmo vse? Ne, imamo pa plesne šole kar nekaj plesalcev. Očitno je v kakih 5 let nazaj Plesalcev, kaj imate, v plesni šoli imate dosti nogometaši, fuzbalerjev. tako, nogometaši, ki so jih trenerji poslali v plesno šolo, da se očitno ne vem kaj zmešajo. Očitno je to v zadnjih 5 letih Ja, trening. ker so pregrobi tam na fuzbalu. Ne vem, ampak očitno, to morajo oni povedati, ne. Ali dobijo bolj... Ampak prav v zadnjih 5 letih smo opazili ta trend, da so prav rekli, aha, nogometaši in da so jih poslali v plesno šolo. Ful zanimivo. Kaj, pol ko špilajo, pol imajo plesne gibe. Ne, to ne, ampak po mojem se pa kar malo Pri zmečajo, outlini, ne. ali kaj delajo? Ker glavno Ne, res, plesalci, nogometaši v osnovi niso, ne. Da se to me zanima. Ampak jih potem z treningom lahko vse. Če veš, če vložiš neko energijo in čas in da imaš nek fokus, se da vse narediti. Jaz sem že enega kolega pred 15 leti
res 2 levi nogi, naučil koreografijo in je na koncu zaplesal na odru in vse. Super. Če bi... To bi se še jaz nekaj naučil, recimo. Glej, Na komod zumbo. lahko Gremo izslovimo, skupaj na zumbo, pa evo. naredimo Če nekaj. greš ti, Ti grem pa tudi jaz, jaz. kaj na zumbo? Če greš ti, grem tudi jaz. Koliko plačaš? Kot plačeš. Zdaj imamo zdaj en nov program, ki se imenuje Strong. Za moške Še zelo primeren. hujše. Kaj je zumba strong? V bistvu je visoko intenzivni intervalni trening. Ok, hvala. Za lastno telesno težo, za Naslednje mišice. vprašanje. 15 let. Bo kako praznovanje? Ne, to načrtujemo za 20. Mi imamo zdaj 3. junija tradicionalno gala letno produkcijo, kjer predstavimo celotno delo letnega semestra. Potem pa veliko neko praznovanje, pa bo potem 20. obletnica, ker imamo tako na 10, smo imeli eno veliko prireditev, mogoče celo malenkost predolga, ampak za 20 že znamo zdaj, kako bomo naredili, da Čakaj, bo fajn. zdaj bo 15 let, zdaj ti že razmišljaš o 20. Ja, vizija je, ne, mislim, vizije vedno Ti so. si ampak več kot treba je organiziran. tempirati. Ne? Ona iz dneva v dan, ti si za 5 let naprej. To pa tako super dopolnjujemo. It's vidiš. perfect. Manjka samo še, da se poročita. Ne, to pa ne. Joke. Mateja, Prijateljstva hvala za ni treba obisk. mešati. Sebastian, hvala, da ste bila tukaj danes. Hvala za Z vabilo. veseljem. Vso srečo Hvala za obema, povabilo. da boste v redu speljala vse skupaj, skupne projekte. Ti, da boš šla na jug. Maribor. Mogoče res celo šampion. Okay. Spoštovani, to je to za nocoj, manjka samo še ansambl Nemir, s kamerom glejte nas pa vi naslednji teden, naslednji petek zvečer spet. Ob isti uri, ob istem cajtu, to veste kje, lep vikend med, do naslednjič, srečno. Evo. Kaj vse bi dal, da bi se igral s tabo vse dni? Na oblaku za 2 bi jadrala tja, kjer konca ni. Saj zame najlepša si ti, se v glavi močno mi zvrti. Ko z drugim te gledam ves čas, no glej, si rečem na glas. Glej, ta njena lička rdeča, glej, je sreča opotiča, jaz kar sam zavedno bom ostal. Glej, ti ustnice goriče vidno bolj, želijo krepeniče tvojega poljuba za vselej. Vse bi dal, da bi se igral s tabo vse dni. Na oblaku za 2 bi jadrala tja, kjer konca ni. Saj zame najlepša si ti, po tebi srce hrepeni. Če skupno bi srečo našla, najlepši par bi mi 2 bila. Glej, ta njena lička rdeča, glej, je sreča opotiča, jaz kar sam zavedno bom ostal. Glej, ti ustnice goriče vidno bolj, želijo krepeniče tvojega poljuba za vselej. Glej, ti ustnice goriče vidno bolj, želijo krepeniče tvojega poljuba za vselej.